takole sedim doma za pečjo in razmišljam o kolinah, o oddaji, ki smo vam jo pokazali prejšnji teden. Razmišljam o tem, da je vsebina tega zanimiva samo takrat, kadar jo ljudje sprejemajo. Ugotavljam, da nas je vse manj tistih, ki poznamo pojem kolin, ki vemo, kako na kakšen način smo se prehranjevali takrat na kmetih, na podeželju. Spomnim se vseh tistih sladkih, okusnih jedi, ki so bile ob priliki kolin spečene, skuhane. In prav zaradi tega se mi zdi še toliko bolj mogoče nepošteno, da v tem trenutku toliko govorim o njih. Ampak, ko pomislim, da je to naša etnološka prvobitnost, ko razmišljam o tem, da je to naša kultura, ko razmišljam o tem, da se vse bolj pogovarjamo o tem, kako bomo postali prestolnica kulture ali kaj že v tem smislu, ne samo kulture, ampak tudi turizma, takrat razmišljam o tem, da gre ljubezen skozi želodec in turist se najprej ozre po tem, kaj je na mizi. In prav zaradi tega se mi zdi še toliko bolj pomembno, da o kolinah spregovorimo kot o neki posebnosti, da spregovorimo o tem kot o neki etnološki in kulturni vrednosti in o nečem, kar bo lahko znotraj samega turizma pomagalo na nek način oblikovati to 5-zvezdično turistično destinacijo, o kateri se toliko govori. Sicer pa ne vem, če bomo z vsemi temi jedmi, ki jih sedaj pripravljamo in kažemo na televiziji in s katerimi tudi zmagujemo menda po svetu, če bomo s temi lahko pričarali kaj lepega v tej naši Sloveniji, pokazali vse to naše hribovje, vse to naše morje, pokazali, kdo smo, kaj znamo. Namreč samo to smo, kar znamo. In prav zaradi tega bomo odšli tudi v Kostanjevico na Krki, kjer so se pred davnimi leti zmislili in rekli, pa dajmo še mi pokažimo, kdo smo, kaj smo, na kakšen način znamo pripraviti jedi, in takrat so stopili skupaj kmetje, stopili gostinci, stopili krajani in pripravili so praznik domačih kolin. In na teh domačih kolinah se marsikaj pokaže, marsikaj poskusi in vse bolj postajajo zanimive. Če smo v prejšnjem tednu prašiča pripravili do teh izdelkov, bi tako lahko rekli, smo jih pa potem v Kostanjevici na kolinah ocenili. Poglejmo. V Kostanjevici na Krki že dolgo vrsto let pripravljajo vse v zvezi s kolinami, in sicer ne v tistem etnološkem smislu, ko prikažemo, kako na kakšen način se vodi ves postopek preko vsega dneva, to smo pokazali v prejšnji oddaji, ampak preprosto pokažemo in ocenjujemo izdelke. Gre za to, da je ocenjevanje teh izdelkov, ki so tradicionalne koline, v našem prostoru še kako zanimivo, saj je znotraj teh izdelkov skritega marsikaj, čemur rečemo dober prehranski izdelek. Recimo dobra krvavica, dobra pečenica in tako naprej, dobri ocvirki. Gre preprosto za to, da ljudje takrat v tem našem zimskem času pripravijo te izdelke in velikokrat, čedalje bolj, se radi poizkusijo v tem, kakšni da naj bi ti izdelki bili. Če povem, preko več let tega ocenjevanja sem ves čas zraven, bi lahko rekel, da se navade in običaji spreminjajo, predvsem pa se spreminjajo tudi okusi. Pa vendar pri domačih kolinah, pri teh mesninah gre v principu za nek tradicionalni izdelek, ki ima v sebi tudi noto postopnosti, potem vsebinske tradicionalnosti, sestavin in tako naprej. V tem času me je poprašal nekdo, kako, na kakšen način bi to vse skupaj izdelal, pa sem mu rekel, verjetno to vi poznate, in potem sva modrovala o kaši, modrovala o črevah, modrovala o tem, kako je prav ali ni prav, da so se oprala ta čreva na potoku, ki je danes bistveno bolj onesnažen kot takrat v tistem času. Torej,
vsi ti izdelki imajo v svoji vsebini hudo izročilo in predvsem se mi zdi to izročilo tako pomembno, da bi ga morali, tako kot sem že v uvodu rekel, pripraviti za ta turistični manifest in prikaz naše Slovenije. Ne bom rekel, da so krvavice oziroma da so te koline kaj bolj pomembne od kozolca ali pa naše potice. Lahko pa rečem, da kot potica že, saj so tradicionalni, posebej zanimivi in poleg tega, da torej vsebinsko se pripravijo, imajo tudi svojo to prehransko noto, so nekaj drugačnejše in predvsem, če se bomo hoteli turistično postaviti na zemljevid, je to izdelek, ki ima svojo tradicijo. Ampak pojdimo lepo po vrsti in povprašali smo gospoda Hribarja, na kakšen način se je vse skupaj začelo. Takrat davno. Ja, ne vem, kako jaz sem že večkrat povedal, kako se je to začelo, ne. Meni je neka ideja pala v glavo, da bi nekaj v Kostanju se dogajalo, ne. Ko ponekod so že nekaj imeli tazga ali pa približno tazga, ne. Pa smo se enkrat s Prahovim Ivanom pogovarjali, ko je bil šef v klavnici v Kostanjevici, da če bi to naredili, pa je rekel on, da bi on je za to, da bi, ne. Pa smo pa to en cajt opustili, ne, pa ne bilo nič od tega, ne. Pa je mene spet enkrat zagrabil, doma sem tu veliko delal tega, ne, od kraja. Takrat sem bil še bolj mlad, ne. Smo še bolj vesele. Zdaj pa, pa smo pa se še enkrat dobila se z njemu, pa je rekel, ja, daj še kjerga drugega, tako da bomo začeli, ne moramo sama dva tu delati naprej. No, takrat je bil pa Hrakovič Milan, je bil, mislim, da v krajevni skupnosti, predsednik, ne. In sem šel jaz do njega tudi, domov v gostilno, ne, k njemu, pa smo se tu usela, pa začela razlagati, pa je rekel, Milan, jaz bi bil za to in verjetno da še mrzdu, ne. In pa smo se pa krog zbrali tistih ljudi, ki so bili za to in smo začeli delati počasi, ustanavljati pa tako naprej, ne. Uporabili še cel krog ljudi zraven, ne. Sama organizacija prireditve je tista, ki manifestira potem te naše koline. Namreč pri nas, predvsem aktivi kmečkih žena, potem kmečka okolja, imajo svoje prireditve tradicionalne, s katerimi poskušajo pokazati tisto, kaj so, in prav pri kolinah je na nek način vse stopilo skupaj, torej in kmetje, podeželje, gostinci, krajevna skupnost smo slišali in začeli so ocenjevati same izdelke. Tu znotraj je bilo dobro tudi to, da je v Kostanjevici takrat bila klavnica, da je bilo veliko mesarjev, da je bilo veliko tistih, ki so poznali te izdelke in ki so jih tudi tradicionalno doma pripravljali. Predvsem gre za to. In takrat, ko se pogovarjamo o tem, kako iz žolce nastane tlačenka, kako in kakšna mora biti krvavica, kakšna je mesenka, kaj so vse te poti, ki potem udejanijo tisti pravi okus, ki mora zmagati na takšnem tekmovanju. Lahko rečem, da se je to kar spreminjalo, ampak vendarno poslušajmo predsednika zdajšnje organizacije. Tole je tako bilo, da so neki vinogradniki, ki so želeli imeti še zraven neko hrano ali pa hrano in so znali tudi seveda s kmetije doma pridelati kar dobre mesnine. Začeli smo sicer s kolinami, ki so čisto posebej, in se je to razvijalo društvo, vsak let malo več, vsak let boljša hrana, tako da smo kar zadovoljni z obiskom in z številom vzorcev. No, pri tej prireditvi gre tudi za tradicionalne izdelke in ti tradicionalni izdelki, ki ste jih vi določili, so kateri, kako, na kakšen način jih obravnavate? Prednjači krvavica kot nosilc, potem je klobasa za kuhati, kot podobna kranjski, ne, po naše dol, potem so pečenice, tlačenka je zelo zanimiva tudi, pa v cvirki, to da imamo seveda zelje po cvirki tam tukaj, to domača pojedna, in pa da imamo naše ženske tudi angažirane slane potice.
Ja, v glavnem poskušamo zagotoviti na takšnih prireditvah čim več tistih, ki sodelujejo na takšnem tekmovanju in prenesejo vzorce. Kako pa je pri vas običaj? Kdo je tisti, ki sestavlja tekmovalce? Ljudje iz društva, ampak je tudi okoliškega, pa sem tudi tukaj v tem našem tudi vzorce prenesel tam iz grosupeljskega konca, iz celjskega konca, tudi iz Ljubljane, ne. Pomeni, da se ta ideja naša Kolin širi. Poglejte, predsednik, zdi se mi, da se struktura tistih, ki razstavljajo oziroma prenesijo v pokušino te izdelke menja in da ne gre vedno za doma vzrejenega prašiča in da ne gre zmerom za tehnologijo domačih kolin, ampak Jaz bi rekel takole, res je, kar da nekateri hodijo v trgovske centre po meso ali pa v mesnice neke. Vendar jaz mislim, da dobra kolina mora biti narejena na domačem dvorišču z domačih prašičev in ta naše ocenjevanje bi moralo to tudi dokazati, ne? Da je to. In mislim, da je to, ko poznam ljudi, kateri delajo, povem, da imajo doma prašiče in tako dalje, da ni šel v trgovski center kupiti meso in predelal. Ja, doma za lastno uporabo se velikokrat pripravijo tudi, lahko rečem, da tehnološko morda dovršeni izdelki, ki bi jih lahko poimenovali koline, pa vendarno koline imajo tudi svoj urnik, natančno tako se vse skupaj izdeluje se iz toplega mesa in tako naprej. Tu bi lahko še veliko debatirali. Ampak predsednik, povejte, ali se mogoče je že utirila možnost, da bi se ti tradicionalni izdelki kupili in da bi jih lahko uporabili tudi znotraj tega našega turističnega prostora? No, neki poskusi so narejeni in nekateri to tudi imajo, da doma predijo kar eno število prašičev, s katere potem predelavo in tudi aktivno tržijo. Moralo pa bi biti neko združenje zadruga, kjer bi pač skupaj dal trženje, ker prodati je težko. Doma ti delaš, ti to znaš pridelati, ne znaš pa komercialno to unovčiti. Tukaj bi ta povezava med sebojno morala biti tako, kot so v nekih drugih branžah narejene. Predsednik, poglejte, imam občutek, da nekako utirja ta okus teh izdelkov, ki jih imenujemo domače koline, velika bira za čimp. Sam pa mislim, da bi ti okusi tradicionalno morali izvirati iz mesa, torej iz tistega, kar je bilo vzrejeno doma na kmečkem dvorišču. Govorim o tistem, kar bomo imenovali etnologija, kultura. No, povejte vi, kako vi o tem razmišljate? Ja, jaz bom rekel takole. Za mene je zadeva jasna, ker je prehrana kot osnova pomembna v prašiču. To pomeni, da jim dobi tisto tudi iz doma pridelane hrane, to niso neki kmetijski koncerni, kjer tole pač drugače tudi pridelajo od krompirja, bomo rekli pšenice ali koruze in se to v nekem procesu prašiča in način vzgoje tega prašiča, to meni je pomemben in to da tudi svoj čar in kvaliteto temu mesu. No in tisti, ki obiščejo to prireditev, jih ni malo, ta gostilna, v kateri danes ocenjujemo, bo polna, pa vendarno recite, kaj pa združevanje vsega tistega, čemur rečemo prehranske posebnosti našega podeželja? Jaz bi tako rekel, moja vizija je naslednja, da se to združi tudi z nekim vinogradniškim, to pomeni cviček in ostale sorte vina, in povezano s temi kolinami, seveda nadaljevanka je tudi suhomesnati izdelki, ker pride šele na vrsto v aprilu. In da to potegne, ko bo nekdo pogledal, ta je pa prireditev v Kostanjevici ali pa kjerkoli na Dolenjskem, zdaj pa grem jaz tja, ker imam željo, da probam in da je to verodostojno, res kvaliteta, ki naj bi bila pričakovana. Pa gremo kar k tradicionalnim izdelkom tistih, ki jih izdelujejo. Veliko jih izdelajo in naš naslednji sogovornik je eden od tistih, ki se udejanja in v komisiji in sam je izdelovalec in tako naprej. No in povprašal sem ga, kako, na kakšen način ti izdelki. Ja, najlepše je začeti od začetka, da imaš surovino ta pravo, da imaš
gvirc tudi prav, sicer po teh kolenah, je najboljši, da so sam v glavno domači gvirci. Ne pretirava z novimi gvirci. Dim je nekje tudi zelo, zelo pomemben. To bi bilo nekje vse. Ja, lepo ste predstavili ta vsebinski del, ampak predstavite še, za katere izdelke gre, kako se imenujejo. To je krvaveca, pečenica, mesenka, tlačenka, ucvirki. To naj bi spadalo v te domače kolene, ne, predvsem. No pa recite, kako na kakšen način je vse zastopano, se pravi lastna surovina, potem ste rekel začimbe, potem tudi način same predelave. Ja, jaz težko zdaj za drugo povem, jaz najlažje v sebi povem. Jaz imam svoje prašiče iz lastnega hleva, naredim iz teh pač kakor naredim, ne? In ti izdelki so nekako kar dobri, lahko rečem. No pa predstavite še vaš tehnološki postopek. Osebno jaz delam isto. Jaz en dan prej prašiča zakoljem, ga do nekle uhladim, meso potem ga pa pripravim, tako da jaz veliko ne hitem s to izdelavo. Naredim v 2-3 dneh nekje vse. Delam prvi dan, rečemo, krvavece, drug dan nekje mesenke pa pečenice, s salamo pa ne preveč ne prihdevam, pa še kaj več počakam, rečemo, tudi po en teden. Koline so tudi postopek, ki pove, kako na kakšen način se vse porabi od prašiča, pa vendarno kvaliteta mesa je odvisna od tega, kako na kakšen način se lotimo same predelave. Povejte. Ja, za salame je fajn, da je res dobro meso, ne? Da nemaš, to je le trajni izdelek, enoletni, in je fajn, da daš res dobro meso, pa lepo slanino, in pa se nemaš kaj bati, da bi bilo kaj narobe, ne? Dočim pri klobasi pa so pa te obreski, pa jaz mislim, da je še najboljši klobasih teh obreskov. Boljško bi samega stegna naredil, ali pa ne? Ali pa vrat, rečemo, je tudi dober, ne? Krasen, ali pa plečka še, kar je pa finega mesa, od kremenadlca pa od šunka, pa mislim, da ni najboljši, ne? No pa reciva, danes tu na ocenjevanju tlačenka, včasih pa je bila to žolca. Zdaj tako včasih smo rekli žolca, ne, je šlo vse noter, od parklju v šesu do vse, mislim, vse test breku, peti del, temu rečemo, ne. Dočim zdaj pa jaz dam kože, jezečke, srčke, malo mesa, da je to tako bogato, ne. Je pa tako, največ mora biti pa koš zaradi same vezave, ne, ker tlačenka se nemaš kaj bati, če boš dal da skoši, želot je nedost, ne. Pa gvirc je pa tako, ne, gvirc je pa tudi nič komplicirati, popr, česen, sol, majaron, brez majarona, jaz mislim, da kar za moj okus ne bi bila, ne. Pri tlačenki je bil letos problem slanost? Ja, jaz mislim, da dobro, nekaj jih je stopa, ne, da so bili ne preslani, ampak to ne so sami izdelovalci tudi krivi, ker ne poznajo same tehnologije, ker tlačenka je tako, če ti daš v umetno črvo, je slanost tako, kako je, ne. Če pa ti daš še kuhati, rečemo v želodce, jih moraš dati kuhati, je pa ta tlačenka rada neslana, in to je bilo danes je to precej čutil, ne. Tista, ko je bila v želodci, pa ko je bila še enkrat kuhana, je bila premalo slana, ne. No pa povejte še, kaj je potrebno za dobro krvavico. Jaz mislim, da za dobro krvavico je tudi važno, da je to rež in jaz dam rež pa ješprenj, drugega ne dam, da ni to preveč kuhano, da je to nekje se še bolj vse stabilizira, pa mesa pa ne šparati, ne, tudi za krvavico, ne. Drugače pa začimbe pa isto, sol, popr, pa majaron, tudi mora biti, ne, obavezno. Jaz dam pa še malo popražen čebulje tudi, ne, tako da je mečken da ene svoje arome, ne. No in poglejmo in poprašajmo še, kaj so to domače koline, kaj je to tisto, kar moramo pripraviti, povejte. Ja, predvsem je treba razmisliti, kakšnega prašiča, kaj bomo z njim počeli, da se to vse pripravi. Kajti pol je že prepozno. To moraš imeti vse priprave prej, zdaj pa zakaj se odločimo. Ali se samo za domače stvari za trud, ali rečemo za
za konzervans kakšen ali kaj takega odločimo. Ne. Predvsem kakšne izdelke in zakaj boš porabil. Treba je potem vse dišave si pripraviti, kaj ti ne moreš polti zadnji trenutek skakati, pa ti to manjka uno. To moraš imeti še vse pripravljeno, potem se pa loti dela. Pa neč z neko hiteti, tako da se ne dajo gotove stvari pol popraviti. Ne. No in poglejmo in povprašajmo še, kaj so to domače koline, kaj je to tisto, kar moramo pripraviti, povejte. Ja, prva osnova je dobro meso, mora biti prašič kvaliteten, potem pa je vse tudi prekajevanje odvisno in zorenje tudi, sicer za kuhano klobaso tako ni potrebno potem zorenje, ampak je pa sestava pa je najbolj pomembna. Ne. Mora biti pravo razmerje meso, špeh, to je bistvo, potem pa dišave enot. Ne. Mesenke, o katerih govorite, so bile včasih narejene iz obrezkov. Včasih je bilo, zdaj pa, če hočemo truditi za boljše kvalitete, se mora dati pa tudi kvalitetno meso noter, če ne je, potem se to vse pozna. Ne. Če boš dal samo tiste odrezke, ko je bilo včasih, je bilo silom prilike, zdaj je pa to, važno je, da je dobro, če ćeš res dobro narediti. Ne. Ja, tako bi lahko rekel, da je pri vsem tem veliko teh resnic, ki jih poslušamo vsak dan in recept, ki ga bi bilo potrebno izoblikovati, je potrebno samo še zapisati. Namreč gre za tradicijo, ki je toliko in toliko vrsto let delovala, avtonomno bi lahko rekli in natančno se ve, zakaj recimo še topla kri v krvavice, zakaj po toplem procesu, kako je bilo potrebno recimo določene kaše pripraviti, če nisi hotel, da bodo izdelki grenki. Sej ni, da bi rekel, da je riž naš domač, ampak vem, da če smo imeli riž takrat še v davnih letih, ki je bilo to težko, so ljudje radi jedli take krvavice in predvsem si je šlo takrat za to, da smo zbrali skupaj tisto, kar je imelo neko prehransko vsebino. Danes pa iz žolca recimo tlačenko radi kupujete tudi v Maxi Marketih, bom temu tako rekel, če pa je domača in doma pripravljena, se natančno ve, kateri kosi morajo biti v tem sestavnem delu, da bo dobra. O krvavicah bi lahko rekel, ni zgubljati besed, mesenko bomo še posušili potem kasneje in tako naprej. In predvsem takrat, ko govorimo o domačih kolinah, bi morali stopiti skupaj, pripraviti te praznike, jih oblikovati v etnološke prireditve na način, ki jih tu pri nas v dolenjskem prostoru poznamo in lahko bi imeli lepo turistično prireditev. Ja, znotraj vseh teh pojmov, ki jih postavljamo kot prehranske artikle znotraj samih kolin, je skrito veliko znanja. Sicer pa enostavnost, preproščina vsega tistega, čemur rečemo preživeti na podeželju na čim bolj enostaven način. Lahko rečem, da me je zadnjič nekdo vprašal, kaj pa je v krvavicah, pa sem takoj na začetku rekel riž. Je rekel pa ne riž. Je bilo že kaj drugega prej, kakšna kaša in tako naprej. Pa vendar so se v tem času izoblikovale oblike ali pa okusi, ki jih moramo spoštovati. In prav zaradi tega je potrebno, da na domačih kolinah še kaj ponaredimo, kaj postorimo. Pa lahko povem, ni problem prodati vsega, kar smo danes videli. Ni problem nekako najti tudi tiste, ki bi to jedli, vendar se moramo znotraj tega še organizirati, da bomo to sploh lahko dobili in organizirati, da se ne bo vse skupaj pozabilo.